glavni sponzor oddaje so Terme Maribor. Dober dan in lepo pozdravljeni v naši oddaji za zdravje. Zdravilec Dominik Golenhofen pri svojem delu pomembno vlogo pripisuje tudi dietam in prehranskim dopolnilom. Pod njegovim okriljem je potekala praktična študija z 2 prehranskima dopolniloma Terranove, B-kompleksom in B12. No, to pa je bil tudi razlog za naš obisk pri njem. Dominik Golenhofen pravi, da ne zdravi simptomov, ampak ljudi. Opravil je nemški državni izpit za zdravilca, v svoji ordinaciji deluje že od leta 2001. Bioresonančna terapija je celostna metoda, ki temelji na več tisoč let starem znanju tradicionalne kitajske medicine, homeopatije in ugotovitvah sodobne fizike. Pomoč pri teh terapijah je aparat za bioresonanco Bicon. Z njim in ampulami, v katerih so shranjeni testni vzorci, se najprej poišče vzorce za nastanek bolezni, šele nato se jih lahko začne zdraviti. Kako poteka holistično bioresonančno zdravljenje in pri katerih indikacijah je še posebej učinkovito? Ja, pomembno je razumeti razlika med holističnim zdravljenjem in klasičnim zdravljenjem. Holistično pomeni, da gledamo celo telo, cel človek in ne samo gledamo na simptome, ampak res na vzroke bolezni. In to je tudi v alternativni medicini pogosto problem, da ljudje gledajo samo, imam bolečine v grlu in pijem čaj od žajbla, ampak to je vedno simptomsko terapijo, ni holistično zdravljenje. Nas naprimer zanima, zakaj grlo boli, zakaj ima bakterijsko okužbo, zakaj telo naše bakterije ne more premagati in potem, če najdemo vzroke, lahko vzroke pozdravljamo in simptome izginejo od sebe. To je holistično zdravljenje. Se kdaj zgodi, da svojim pacientom svetujete tudi uporabo prehranskih dopolnil? Ja, ker pogosto svetujemo prehranskih dopolnil, ker vidimo, da ljudje imajo probleme s črevesjem, resorpcija, absorpcija vitamina, mineralov je slabše in potem moramo to dodajati, da ljudje lažje dobijo to nazaj, kaj so prej v življenju izgubljali. Nedavno je bila opravljena študija z B-kompleksom Terranova in me zanima, kakšni so bili rezultati te študije. Ja, zakaj smo takšne študije delali, smo hoteli videti, če takšne B-vitamine od Terranova dobro se rezobirajo. Zato smo delali tukaj tole študijo. In v tej študiji se vidi, da v začetku smo imeli naprimer 9 vrednosti B-vitaminov na robu, pomeni izven meje, potem so ljudje jemali 3 mesece preparate in samo še 3 vrednosti so bili slabi. In tudi vrednosti, ki so bili prej čist malo še v mejah normalen, so se strašno izboljšali. Kako pa se opazi pomanjkanje B-vitaminov pri posameznikih? Težko se opaži, ker B-vitaminov imamo naprimer 17 različnih in ni nujno, da vsi manjkajo. Zato imajo seveda odvisno, kateri B-vitamin manjka, imamo različne probleme. Najbolj pogosto se vidi na sluznicah, na koži ali tudi v žučnem sistemu. Komu bi vi priporočali dodajanje B-vitaminov k prehrani? Vsakem človeku, ki ima v končni fazi probleme s črevesjem, kot vetrove, prebavne motnje, ker sigurno B-vitamine iz hrane težje rezobira in je še itak problematično dovolj vitaminov dobiti.